V 10. krogu 3. državne lige Vzhod je bila v športni dvorani v Slovenski Bistrici pred več kot 100 gledalci odigrana dobra prvenstvena tekma med domačo Bistrico KTM in gostujočo zasedbo Ino Duler iz Dravograda. Po 40 minutah trde in napete košarke pod dvema obročema so se zmage 87 proti 83 veselili domači košarkarji. Ja, kot kaže, se nam res počasi obrača to, kar smo mogoče na 2-3 tekmah v mesecu še oktobru in novembru zgubili, smo zdaj dobili. Tako da po 3 porazih 3 zmage in res čestitam igralcem za odličnih 35 minut igre, kvalitetnih in zadnjih 5 minut pa strašanske borbe, ko smo šli v težave z favli in poškodbami. Gostitelji so vodili skozi celoten potek srečanja, razen uvodne trojke in vodstva gostov 81 proti 82. Nato pa so zmago reševali domači in to v končnici tekme, mož odločitve pa je bil domači kapetan Jaka Pešak. Super zmaga, 3. zapored. Spet smo pokazali s fanti, da če se borimo tudi kljub nekaj poškodbam pa boleznim, da lahko odigramo, pa da lahko igramo z vsemi v tej ligi, sploh doma pred našimi navijači. Kapetan Bistrice je pri rezultatu 82 proti 82 najprej zapravil 2 prosta meta in to minuto in pol do konca tekme. V naslednjem napadu za domače pa je zadel trojko in to za 85 točko svoje ekipe. Zelo sem zadovoljen, da se je razpletlo zmago, ni pa na meni, jaz sem celo tekmo prej, nisem nič kaj mogel zadeti, pa so moji soigralci prevzeli to breme, pa so pripeljali tekmo v končnico. Tako da lepa ekipna zmaga in čestitam fantom. K zmagi pa je nato dodal še 2 točki. Košarkarji Dravograda, 3. uvrščena ekipa dosedanjega poteka prvenstvenih tekem, je kljub dobri predstavi doživela 3. prvenstveni poraz. Korošci so 2-krat v srečanju zaostajali že za 10 točk, vendar so se obakrat vrnili v igro. Sprotnik je bil dober, zelo dobro so se na nas pripravili, dobro so zadeli trice. Mi nismo bili v neki odlični formi, se na začetku ne, in smo mogli skozi tekmo pač iskati rešitve, kako bi se lahko vrnili, parkrat nam je uspelo, kot kaže, pa ni bilo dosti ravno. Prvo uvodno četrtino so s košem Marka Babšek-Prečka odprli domači. Anže Medved pa je na drugi strani zadel trojko. Po 5 minutah so Bistričani vodili za 6 točk, 11 proti 5, ko je točke dosegel tudi Toplišek. Na nasprotni strani pa je statistiko koše v tem delu polnil Luka Gunzek. Za +4 po prvi četrtini pa je zvokom sirene trojko zadel Pešak. Drugih 10 minut igre je s trojko odprl Lončarič 27 proti 20. Isti igralec je dosegel točke tudi za največje vodstvo gostiteljev za 10 točk, 34 proti 24. Za goste pa je v tem delu igre točke dodal visoki in neugodni Onjebuči. Do konca druge četrtine še trojka Holeška, nato še Geistera za 45 proti 37. Drugo četrtino so Bistričani dobili za točko 24 proti 23. Skupno pa so na polčas odšli s 5 točkami prednosti 48 proti 43. Vse se začne v obrambi, res smo bili skoncentrirani, zbrani, delali smo stvari v obrambi, katere smo dogovorili in seveda z energijo šli tudi v napad in smo bili uspešni na obe straneh, moram pohvaliti za oboje. Tretjo četrtino je z odlično predstavo zaznamoval pri domačih Žiga Geister, ki je s 27 točkami bil tudi najboljši strelec tekme. Ja, najbolje so me pokrili, ko sem želel igrati low post, vedno je bil Peter, številka 14, blizu in težko je podajati preko njega. Ostalo pa predvsem mislim, da so me malo preveč puščali na trojki in da sem jih prelafal. Goste pa je s pomembnimi točkami v tretji četrtini v igri držal kapetan Vito Torej, ki je bil s 24 koši najboljši strelec gostujoče zasedbe. Kakšna torej vaša ocena te tekme, tega srečanja, ki ste ga izgubili? Scena je slaba, če smo izgubili, ampak tekma je bila vseeno dobro, gledalci so bili dobri, trudili smo se, da tekma je zanimiva, je pa seveda 3 od 10, ker smo izgubili. Rezultat vstopa v zadnjo četrtino 68 proti 63. 8 minut do konca tekme so domači vodili za 10 točk, 75-65
In to po zaslugi košev, ki jih je dosegel v tem delu igre neustavljivi Žiga Gajster. Kako je zadeti trojko? Mislim, pred tako publiko je odlično. Tudi pri gosti nekaj trojk, ki sta jih dodala Vito Torej in Anže Medved. V končnici pa miren Jaka Pešak za tretjo zaporedno zmago Bistrice in peto v dosedanjem poteku prvenstvenih obračunov.